Lep pozdrav vsem prisotnim, vsem tistim, ki ste prišli, da obeležite 11. obletnico te univerze. Vsem rektorjem, prorektorjem, srdečan pozdrav vsem gostima iz sosednjih država. A warm welcome to those of you whose mother tongue is not Slovenian or Serbian, Croatian or Bosnian. Dovolite mi, da vseeno 3 goste posebej pozdravim. Gospoda ministra, dr. Jerneja Pikala, rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Ivana Svetlika, ki je prvič tu med nami v tej funkciji, in pa seveda, and of course last but not least, our this year's recipient of the most prestigious award of this university, Sir Harold Kroto. 11. Tako kot je število 11 zapisano v obrnjeni obliki še vedno 11, in tako kot vsak mnogokratnik števila 11 zapisan v obrnjeni obliki ostane mnogokratnik števila 11, kot na primer 143, tudi 341, in tako kot 3256, tudi 6523. Tako je zdaj po 11 letih, ki jih te dni obhaja naša univerza na Primorskem, dosežena prva od točk obrata na njeni poti skozi čas. Zato je potreben premislek. In po premisleku odločitev, kaj storiti, da se energija ponovno zavrti, kaj odvreči, kaj spremeniti, da ne obstanemo na mestu in si resignirano porečemo, nazaj ne moremo, naprej ne znamo. Osnovna značilnost vsakega organizma je dinamičnost njegove narave. Izrisuje jo 3-stopenjski gibalni krog, restrikcija ali okvirjanje, ekstenzija ali razširitev, simetrija ali spokoj. Kaže se v hkratnih zmožnostih samoohranjanja in samopriseganja. Kljub notranjim in zunanjim izzivom, ki narekujejo nenehno spreminjanje in prilagajanje, organizem ohranja svojo značilno strukturo. To pulziranje med restrikcijo in ekstenzijo določa obseg simetrije, ki je prava mera za živost organizma. Še drugače povedano, življenje v katerikoli družbeni skupnosti zahteva zgraditev sistema norm, ki daje odgovore na dovolj velik del vprašanj in problemov skupnega življenja. Tak sistem pa bo nujno dopuščal obstoj znotraj sebe sicer smiselnih vprašanj, na katera pa ne bo zmožen odgovoriti. Trčil bo oblastne meje in tedaj je samosesutju edina možna alternativa samopriseganje, prebitje teh meja na mestih, ki najbolj utesnjujejo. Ekstenzija torej je logično sledi restrikcij, še več, šele zaradi samopriseganja je samoohranitev dokončno omogočena. Kaj je torej tisto, čemu se moramo odreči, katero odvečno prtljago moramo odvreči, če naj se sproži proces samopriseganja in prebudi v letargiji speča kreativnost. Tako v Sloveniji, v njenem univerzitetnem prostoru, pa na Univerzi na Primorskem tudi seveda. Zadošča, da storimo samo eno stvar. Zavreči moramo neutemeljene na nobenih resnih premislekih zasnovane stereotipe, ker delujejo po starosti in spolu diskriminatorno, dušijo kreativnost in so zato razvojno pogubni. V Sloveniji v 50 letih prejšnjega stoletja ženske pri predavanjih iz matematike niso bile ravno zaželjene. Kasneje, še v mojih študentskih letih, v 70 letih, so prihajale objokane iz izpitov, češ, glejte, kako ste drobceni, a ni matematika nekoliko pretežak študij za vas. Danes so seveda stvari precej drugačne, še vedno pa je živ stereotip, da je ženski v matematiki moškemu inferioren. Da ženske nekako niso za matematiko, ker bi naj v splošnem imeli slabšo razvito prostorsko predstavljivost, pravi ena od možnih razlag. Trgle noge tega stereotipa ni težko spodnesti. Zadošča en sam protiprimer, pa je izrekel vržen. Liza Sauermann,
je leta 2011 na mednarodni matematični olimpijadi srednješolcev dosegla absolutno prvo mesto z vsemi možnimi točkami. Samo vprašamo se lahko, koliko nadarjenosti je doslej že šlo v nič in koliko jih še bo šlo zaradi tega in njemu podobnih stereotipov. Za malo številčno državo je že ena sama preveč. V luči vsega tega je zgodba Univerze na Primorskem zadnjih 2 let dokaj preprosta. Spodnašajo se stereotipi, ki nimajo ne znanstvene, ne izkustvene podlage. In to je to. Rezultati so odmevni v vseh pogledih, tudi medijsko. A relevantni so tisti rezultati, ki so merljivi. Tisti, ki so dobljeni po v svetu splošno priznanih merilih in formulah. Ti kažejo na zdrav in uspešen razvoj univerze. Samo ena številčna primerjava. Število znanstvenih objav v revijah s faktorjem vpliva se je v teh 2 letih na Univerzi na Primorskem povečalo z 133 na 190. Kako nam je to uspelo? S prostitvijo potlačenega zanosa in kreativnosti, predvsem naših mlajših kolegov in študentov. Od to tudi podvojitev naše vpetosti v globalno univerzitetno skupnost. Zdaj sežemo res že do vseh celin. In včeraj smo stopili še korak dlje s postavitvijo temeljev za univerzitetno mrežo manjših in srednje velikih univerz. V bližnji okolici so se naše perspektive potrinajsterile. Odveč je seveda pričakovati, da bi vsakdo tenkočutno prepoznal povedano kot uspešen razvoj naše univerze. Pa zakaj tudi bi? Če je v medicini iskano drugo mnenje, naj bo tako tudi v akademskem svetu. Drugačni pogledi nas ne morejo omajati v veri in vedenju, da je začrtana pot tista prava, ker res je izračunljivo pravilna. V trenutkih morebitnega dvoma lahko vsakdo med nami, od študentov, strokovnih delavcev, učiteljev do raziskovalcev, vse skupaj še enkrat ustavi v splošno veljavno formulo in opravi izračun. Za povrh pa se po potrebi še obrne k svojemu viru notranjega navdiha. Zame so v tem trenutku najprikladnejše besede kultnega ameriškega pisca minulega stoletja, takole pove Ken Kesey, in s tem pravzaprav plagiatorsko ponavljam eno od misli iz lanskoletnega govora. Nekateri izreki imajo pač daljši razpolovni čas in še kar naprej veljajo. Rekel je tako: raje sem strelovod kot seizmograf. V originalu I'd rather be a lightning rod than a seismograph. Res, če že trese, naj strese orang. Sir Harold Kroto, I think you are the next speaker. I will try to make a wild guess and presume that you would also prefer to be a lightning rod rather than a seismograph.